No, takole, spet smo nazaj. Dragan je tudi že kot bi rekli, po športno v štartnem bloku pripravljen, da nam predstavi nekoliko drugačen način vodenja. Pozdravljen, Dragan. Zdravo družba. Nahajamo se na Mestnem trgu. Zdravo, živjo. A naj že dolgo čakaš? Ne, bilo je pa zanimivo spremljati. Tudi tisto, kar se je danes dopoldne dogajalo, super. Zelo sem vesel, da sem lahko del vsega tega. Tle z menoj je Žiga Novak od Travel Slovenija. Midva sva skupaj, pravzaprav, če sem bolj pošten, Žiga je naredil aplikacijo za augmented reality ali po slovensko dodana resničnost. To zadevo bo midva zdaj prikazala. Naredila sva nekaj zadev v Ljubljani. Ena od teh je tista, ki jo bomo čez nekaj minut videli tukaj na Mestnem trgu. Jaz sem kamero zdaj obrnil. Dogovorili smo se, ker Restream ne daje možnosti, da bi šerali, da bi delili aplikacije, bomo to pokazali na telefonu. Dovolite, da obrnemo kamero. Evo. Zdaj vam pokažemo, kaj vidimo. Mestni trg, Robovodnjak, mestna hiša. Midva sva zdaj zelo sodobno modernizirana. Jaz imam v rokah tablični računalnik, Žiga pa ima telefon. Zdaj boste pa videli na telefonu našo aplikacijo TailUp. Prikaže se zemljevid, potem je pa treba pritisniti na nekaj tipk, ampak čeprav so navidezne tipke. In potem, vidite pikice, na telefonu zadaj vidite pikice na tleh, kot nekakšna mreža je, bela. Te pikice so zato, ker ta mreža išče lokacijo. Zdaj boste pa videli lebdeči tramvaj. Temu smo rekli tramvaj prihodnosti. To je tisto, kar najina aplikacija pokaže na tem mestu. Zdaj se bo pa midva sprehodila skupaj okrog tramvaja, tako da bova šla. Čakajte, bo kar jaz prijel, zato ker bo lažje. Da boste videli, lebdeči tramvaj. To zadevo smo midva z Žigom enkrat videla na eni sliki, ki jo je naredil meni žal neznani avtor, ki je prikazal tramvaj prihodnosti v Ljubljani. In se tukaj zdaj vidi ta tramvaj. Kadar delamo prek drugih aplikacij, Zoom ali podobno, takrat je zadeva drugačna. Evo, zdaj se malo bolj vidi. Takrat gre aplikacija na napravo, s katero delamo. Zdaj imamo pa mi podvojeno. Tole ste zdaj lahko videli. Namen te aplikacije je, da bi prikazali stvari, ki so bodisi v preteklosti obstajale ali pa ki bodo morda v prihodnosti ali pa tudi, ki nikoli ne bodo prikazane ali pa nikoli ne bodo obstajale v Ljubljani. Med ostalim, naprimer, bi si želela, da bi naredila, in to tudi planirala, da bi naredila neizvedene projekte Jožeta Plečnika. Nekateri so res čudoviti in je škoda, da se niso realizirali. Naprimer, Mesarski most bi lahko postavili v virtualni obliki oziroma v tej dodani resničnosti, v angleščini augmented reality. Zdaj bova šla pa midva se z Žigom zmenila, da vam bova pokazala še eno zadevo, ki sva jo zraven naredila, ki je tukaj v bližini, ne ravno na Mestnem trgu, ampak prav na robu Mestnega trga. V eni trgovini, ne bom delal reklame, pa jo ne bom omenjal, čeprav boste videli sami, kjera je ta trgovina, sva naredila v tej AR tehniki neke zadeve še zraven. Potem bomo pa Žiga prosili, da nam bo pokazal, kaj so pa projekti, ki smo jih naredili že v drugih krajih. Evo, prihajamo pred trgovino. V tej trgovini smo se dogovorili, da bomo tudi dodano resničnost. Dober dan, gospodična. Evo, všeč mi je, kako je barvito. Gospodična, tukaj bi radi prikazali naš
našo aplikacijo. Pa dajmo. Vidite, to spet moramo vzeti telefon v roke in vidimo, vidite, na telefonu se vidi skodelica kave. Mogoče malo bom približal, zato da se bolje vidi. Če gremo okrog, je ta skodelica kave sicer kdaj izgine, ampak je pa 3D in celo kadi se ven iz skodelice kave. To so naši načrti. Predstavljajte si, da kadar to zares uporabljamo, imamo samo telefon, zdaj imamo pa v rokah, dve naprej. To je ena zadeva, potem bo pa pokazala še nekaj drugega s telefonom. Naprimer, lahko na osnovi neke slike, kakršnekoli, dodamo zraven filmček v tem našem primeru. Tale filmček prikazuje, kako se čokolado daje v kalupe. A ste že uganili, da gre za trgovino, kjer se prodaja čokolada? Ste, ne? No, to sta bile dve stvari, pa še nekaj takega smo naredili, nekaj drugih stvari. Najlepša hvala, gospodič, lepo se imejte. Evo, zdaj bomo šli pa ven in bomo Žiga prosili, da nam bo pokazal. Žiga, lahko pokažeš na telefonu, kaj si še naredil v zadnjem času? Ali ima kdo kako vprašanje v studiu? Ta čas, ko čakamo, trajalo bo morda kakšne pol minutke. Pa niti ne. Evo, pogledajte. Mislim, komentarji so bili, se pravi, da ti dejansko lahko pokažeš, kako se dela čokolada. Celo filmček lahko vstaviš. Ja, ko mi usmerimo... Ja, tole je zdaj pa zadnja stvar, ki smo jo naredili. Morda boste prepoznali mesto, tole ni Ljubljana. Zagreb, Bravo, Mateja. Ja, vidiš, Mateja, Žiga je naredil tramvaj, ki ga vleče konj. In zdaj, meni je tole zelo všeč, zato ker je voz odprt in se v resnici vidi vse, kar je zadaj. To je zdaj posneto, ampak če si predstavljate, če gremo mi z našo aplikacijo v Zagreb, jo na trgu Bana Jelačiča aktiviramo, se bo pojavila ta kočija in konj, in celo konj, boste videli pozneje, ima kakor en gumb, kjer ti pritisneš in se konj oglasi. No, zdajle se je oglasila ura. Vidite. No, zdaj, jaz pravzaprav vabim vse, a vidite tle, kaj je zvočnik narisan, če pritisneš na zvočnik, se konj oglasi. Jaz bi vabil vse, ki gledate in poslušate tole in občudujete, da se nam pridružite v iskanju novih idej. Kaj bi še postavili tle pri nas, lahko v Ljubljani, lahko kjerkoli v Sloveniji, kakšno dodano resničnost bi naredili, da bi bila zanimiva tako za goste, kot tudi za nas. Evo, recimo te. Jaz imam eno željo. Dragana, lahko? Ja, seveda. Ti veš, da sem jaz ljubiteljica Plečnika, a ne? In zdaj mene zanima, on je pustil en kup načrtov, neuresničenih. A bi ti to lahko dal v tole svojo aplikacijo? Ja, to si želimo narediti. In sicer, zdaj bom obrnil kamero proti mestu, kjer je Plečnik planiral narediti, to je tebi dobro znano, na tem mestu, tukaj, kjer je tale zgradba, naj bi naredili stopnice, ki bi vodile gor na Ljubljanski grad. Prav takoj za Robovim vodnjakom. No in tukaj bi mi lahko naredili AR aplikacijo, ki bi takole, če bi izdaljave prihajali, pa bi se približvali, no zdaj se oddaljujemo, bi nam te stopnice pričarali, te nikoli izvedene stopnice. No, ampak če smo že pri tem, imamo tle še eno zadevo, ki jo bomo zdajle pokazali. Vidite, tole je srednjeveška cerkev.
ki v resnici, kje pa je to Žiga, evo to mi Žiga zdaj kaže. To je v Zagrebu, to je cerkev, ki ne obstaja, zato ker je samo nekaj ostankov obzidja. Mi znamo pričarati nekaj, kar je nekoč nekje stalo, še grobovi so, kot vidite. To je tak reklamen filmček, ne, sej ne vidite najboljše, ampak to, da lahko razumete, zakaj gre, se pa vidi, a ne. Ja. Dobro. Evo, tako da... To je odlično, ja? Dragan. To je odlično, ja, se pravi, ne vem, če mene vprašaš, je to fino za te, recimo, mlajše, ki imajo zelo radi tehniko, pa niso ravno najbolj navdušeni nad vodenimi ogledi, in če jim daš tole aplikacijo, oziroma če si jo oni naložijo in s tabo hodijo po mestu, se takole igrajo, po moje postane vodenje zelo zanimivo za njih. Kaj misliš, a si že kaj sprobal? Tako je, računamo s tem, da bomo zainteresirali mlajše, čeprav osnovna ideja pa je bila, da bi zainteresirali tujce, ki zlasti iz azijskih držav, ki se neskončno radi fotografirajo. Kot sama veš, imajo selfie stike, slikajo, včasih jih nič drugega ne zanima, samo da bo oni to poslikali in da bo in ne, ta osnovna ideja, ki smo jo imela z Žigom, je izhajala ravno iz te navade azijskih gostov, da se toliko zelo veliko slikajo. In smo rekli, pa dajmo narediti nekaj za te ljudi, da bo za njih zanimivo. Ampak zdaj prihajamo na Tromostovje, na srednji most. Tromostovje, če pogledamo daleč, tamle lahko vidimo v daljavi Mesarski most. Ideja je bila, da bi Mesarski most v dodani resničnosti naredili na tak način, kot je bil projektiran v času v Plečnikah, tako kot ga je Plečnik projektiral. S tem, da seveda ne bi tukaj gledali malo daleč, je postavila bo eno pozicijo, bova najdla, kjer bo to najbolje. Zdaj se pa približujemo Mateja Prešernovemu trgu. Tamle zadaj se mi fino zdi, ko se vidi Nebotičnik, vrh Nebotičnika. Tukaj imava midva z Žigom drugo lokacijo, na kateri lahko pokaževa. Zdaj bo spet tramvaj, ampak če smo prej videli tramvaj prihodnosti, bo zdaj, se bo kar od začetka, zdaj bo pa tramvaj preteklosti. Tak, ki je nekoč resnično vozil po Ljubljani. Zdaj Žiga obrača telefon zato, da ujame lokacijo, da se mu mreža postavi, na kar se pritisne in se vidi tramvaj. Zdaj bi pa jaz prijel v roko telefon, pa bi vam pokazal tramvaj, vidiš, taj pa nekoliko bliže, ampak ko se bom oddaljil, boste lahko videli cel tramvaj. Malo moram paziti, da koga ne podrem. Zadaj, no, vidiš, to je tramvaj, ki ga mi na telefonu, ki prenaša aplikacijo, trenutno, ne, lahko vidimo in če gremo okrog, no, vidite, tukaj je tudi, če kdo stopi v tramvaj, ga pravzaprav pohodi na nek način. Ampak, kot vidite, je tramvaj 3D. Če gremo okrog tramvaja, je videti, kot da bi bil resnično na tem mestu. Evo. To je to. No, potem pa še, to smo vam zdaj pokazali, zdaj pa še, če malo se nadaljujemo pogovor o tem, kaj bi še lahko v Ljubljani naredili. Se pravi Mesarski most, stopnice, ki vodijo proti Nagrad, to tamle, in pa mogoče celo Katedrala Svobode. Kot najbrž veste, je Plečnik zasnoval načrte za Katedralo Svobode, ki bi bila eno monumentalno delo, res neverjetno velika stvar bi to bila. Nekateri verjamejo, da bi Katedrala Svobode lahko pripomogla k večji samozavesti Slovencev, jaz se s tem strinjam. To bi bilo nekaj, kar marsikomu najbrž ne bi bilo všeč, ampak bi pa najbrž postalo svetovna atrakcija. No in to zadevo, ampak to bo pa večji projekt, ker je to ogromna stvar, to zadevo bova midva z Žigom morda naredila nekoč v prihodnosti. Ja, zdaj imamo pa še veliko časa.
v resnici na ljubo nismo niti planirali tega, ampak lahko bi šli pa še na Kongresni trg. Žiga, kaj meniš? Bi šla na Kongresni trg. Dragan, ja, reci. mene pa zanima, zdaj midli smo aplikacijo, kako deluje v Zagrebu, nekaj začetkov delovanja v Ljubljani. A je kje kakšen spisek oziroma aplikacija pokaže, v katerih mestih se jo lahko uporablja? Čak bomo, Žiga ne sliš, ker imam jaz slušalko. Ali imamo seznam, kje se... No, za Ljubljano ti kar na pamet lahko povem, da ko ti zemljevid odpreš, ti pokaže točke, na katerih se te zadeve nahajajo. Tako da za Ljubljano siguren, za Zagreb pa, a je na isti aplikaciji, tudi če priješ v Zagreb, pokaže? Bo. Skratka, bo seznam. Zaenkrat je na zemljevidu, se pravi, če Ljubljano odpreš, se lepo vidi se lepo vidi, kje so ti predmeti 3D. Ni pa slaba ideja, da bi se naredil tudi seznam in potem pritisneš na seznam, pa ti aplikacija pove, kje se ta stvar nahaja. Ja, mogoče bi se kdo, ki bi to aplikacijo recimo preizkusil že v Ljubljani, ko bi na aplikaciji videl, da to deluje tudi, ne vem, na Dunaju, v Zagrebu in še kje drugje, se tudi na podlagi tega odločil, da bo šel pogledat še ta drug kraj, ki mu omogoča enako izkušnjo kot tukaj v Ljubljani. Ja, tukaj imamo pravzaprav mi eno kompleksno zadevo. Ne gre samo za to, da ti privabiš goste, da nekam pride, ampak še nekaj drugega, da ti goste, za katere veš, da bojo šli še v drugo mesto, da oni s to isto aplikacijo lahko vidijo tudi v drugem mestu. Moram pa nekaj reči, zdaj se mi pa spomnil na eno stvar. Videti je, da je na Hrvaškem interes za te naše aplikacije, za to aplikacijo večji kot pri nas, kar je zanimivo. Zdaj sva na hitro dobila povpraševanje iz Hrvaške in že tudi dogovorjeno je, da se bo naredilo nekaj v Istri, nekaj v Zagrebu in še kje. Medtem ko v Ljubljani, v Sloveniji nama zaenkrat še no, ne bom rekel, da nismo uspešni, ampak manj interesa je. A bo treba več na marketingu narediti ali kaj drugega, pa ne vem. No, jaz želim, da uspe ta aplikacija in da jo bo čim več ljudi naložilo, seveda pa, da bo to samo nekaj dodatnega, da bo vseeno tista prava izkušnja v Ljubljani in drugih krajih še vedno z vodnikom, ki bo lahko odgovarjal tudi na številna vprašanja in se prilagodil gostu, kajti aplikacija zmore to, kar zmore, tistih dodatnih vprašanj pa verjetno ne more odgovoriti. Ja, absolutno, seveda. Aplikacija je samo zraven, samo dodatek. Zdajle bi vam rada pokazala še eno zadevo, oziroma še dve, ampak najprej gremo z telefonsko celico, pa da vidimo, če bo to uspelo. Žiga tamle išče lokacijo, zato ker zakaj gre? Mi moramo z našim telefonom priti na radij 25 metrov približno objekta, ki ga imamo noter postavljenega in potem se ga poišče. No, evo, Žiga zdaj to išče, ko bo najdu, boste videli. Evo, veš, kaj je tole? Telefonska celica, čak, malo takole. Evo, tole je telefonska celica, spet ista stvar, ne? Spet imamo 3D. Hoteli smo pokazati, ne, telefonskih celic ni več, če ste opazili. In midva sva jo naredila takole. Žiga, a boš stopil mogoče noter? Zdaj boste videli, ja, to ni tako lahko, pravzaprav, veste kaj, ne bo stopil noter. To bova, ob drugi priliki bova eksperimentirala s tem, kako se stopi v telefonsko celico. No, zdaj smo videli že 3-4 stvari, zdaj imamo pa še eno, tle na Kongresnem trgu, če ste toliko potrpežljivi, lahko pokažemo še, tamle gor, nekje imamo še eno zadevo. To bi mogla biti slovenska turistična organizacija zainteresirana za stvar, ki sledi. Ja. Evo, par sekund bo še trajalo, da pridemo
do tja. Naj to ostane skrivnost, še naslednjih nekaj sekund. Potem boste videli, evo, Žiga že išče, gleda, kje je točka. Če se jaz kaj bolj prav spomnim, Žiga, je to malo bolj desno. Pa smo že našli. Prav, evo, smo že našli točko. Je pa treba malo pomahati, počarati, ne? Čarobna palčka, telefon, pomigati sem pa tja. Evo, zdaj boste videli, kaj je pa to. Evo, Niko, vidiš, kaj vidimo? In tole je tudi 3D. Vidim, ja, Fil Slovenija. Ja, in to je to, ne? Ta znak sva midva postavila tudi 3D, ne? Tako je ena tabla. Kaj bi bila tabla na sred Kongresnega trga, a veš, se premikam, pa lahko vidiš. Odlična tabla, vidiš jo, zaleteti se pa ne moreš vanjo. Zaleteti se pa ne moreš. Evo, in to, take stvari mi delamo, zbiramo ideje, kaj bi kdo še hotel imeti, polni entuzijazma smo, veselja in želje, da bi nam to uspelo. No, to je tudi fino za doma, da bi naredil en poln hladilnik, ki bi odprl, pa ne bilo nič noter, to se pravi, da se ne preveč zredil te hrane. A tako, ja, dobro, ni slaba ideja. Privatna ponudba. Zdaj bomo pa mi naredili, evo, Žiga Novak, Dragan Bekčič. Dragi naši gostje, jaz moram reči, da me je tale priložnost, da tole pokaževa, osrečila in vsem želimo vse dobro in vas lepo pozdravljamo. Nasvidenje. No, jaz upam, da boste vidva še ostala z nami in spremljala tudi ostale vodnike, ki bodo predstavljali svoje destinacije in pa svoje produkte, kajti zdajle za vama dobimo že novega gosta oziroma ne gosta, ampak imamo pripravljenih nekaj filmčkov promocijskih, ki so nam jih poslale različne destinacije in ne bodo sodelovali v živo. V živo se mi bo pa verjetno priključila zdaj Mateja, da še kakšno rečemo, če ima še kakšno vprašanje za Dragana. Jaz bi pa Dragana rada še malo izvala. Dragan, a imaš še minutko? Ja, seveda. Ja, veš kaj, tamle zadaj za tavo na Kongresnem trgu je nekoč stal Kapucinski samostan. Saj se spomniš, a ne? Imamo še vedno vodnjak, ki nas na to obdobje spominja. In danes dopoldan je naša kolegica Krija govorila o času ilirskih provinc, ko so Francozi v tem samostanu imeli konjušnico. A se spomniš? Ja. Ja, kaj je, kje je bila konjušnica? No, in zdaj mene zanima. Ne, pač da bi mogoče svojo augmented reality dal tudi ta samostan, kako je nekoč stal na tem mestu. A bi to šlo? Aha. Če gledam, jaz skušam kamero obrniti, da bomo videli. Evo, smo obrnili. Zdaj pa samostan, jaz sem mislil, ker si rekla konjušnica, da misliš filharmonijo, ker po nekih informacijah je bi filharmonična nije stala, kjer je bila. Ti pa misliš na tale prostora, ne? Tako je, ja, na Kongresnem trgu, tam, kjer je stal Bravo. No in v tem kapucinskem samostanu, se pravi bolj desno, bolj na sever, če boš šel zdaj s kamero, ne proti Uršulinkam, tam je Napoleon v tistem samostanu imel konjušnico in bi bilo fino, če bi ti v svojo augmented reality ta samostan. Kaj misliš? Ja, ideja je odlična. Odlična ideja je, razmišljamo o tem, da ne bomo smeli preveč tega napasati, ampak lahko bi pa za različne goste, za različno strukture gostov, različne stvari imeli pripravljene. To pa je možnost. No, potem imamo pa še eno poslovno idejo, Dragan. Kolegica Irina pravi, da bi ti potem te slikce spremenil v razglednice, kot stare razglednice in bi to potem ti nudil obiskovalcem za pomoč, recimo, da bi pošiljali razglednice domov. To je možno. Pač pa je še ena druga ideja. Aplikacija, mogoče niste prej opazili, ima spodaj narisan
na telefonu bi to lahko videli, pa zdaj nimamo več, je spodaj narisan kot fotoaparat je narisan. Ko uporabnik aplikacije pritisne na telefonu na tisto pikico, se naredi fotografija, seveda digitalna, ampak na tej fotografiji je ta zadeva, ki je AR, Augmented Reality, in pa ta oseba gor lahko, tudi sebe slika. In to je bila tudi ta osnovna ideja, da ljudje razen tega, da sebe slikajo, ker se želijo slikati zraven zmaja, pa zraven to, naredimo nekaj takega, da bo še zraven nekaj drugega in da bo to promocija za našo deželo. Odlično, odlično, Dragan. Dragan, zdaj pa ti si v temle zadnjem mesecu opravil kar nekaj vodenj, spletnih vodenj in tudi za Slovence. Povej mi, kakšen je odziv, kakšen odziv si doživel pri teh spletnih vodenjih? Ja, hvala za to vprašanje, Mateja. 8. februarja, v ponedeljek, sem imel najavljeni 2 vodenji, eno dopoldan, eno pa popoldan v napovedniku in takrat je bil odziv relativno dober, bi rekel, 13 udeležencev je bilo zjutraj in pa 5 popoldan, kar se mi zdi veliko. V drugih terminih pa ne. In zdaj, če se pa vrnemo še na STO vodenja, tudi takrat je bil to zame zlasti izziv, ker to smo že včeraj govorili o tem, mi smo navajeni, čeprav že dolgo delamo v turizmu, da nam agencije naročijo to pa to vodenje, za to in to skupino. Jaz sam nisem nikoli nabiral gostov, zdaj sem pa to delal in sem hvaležen za to izkušnjo. No in vidim, kakšen napor je treba vložiti. Načinov, kako nabiraš goste, je seveda zelo velik. Jaz osebno imam že od nekdaj sistem, da tako nekoga pridobiš. Jaz recimo zdajle, kaj delam, je to, da ljudem ponujam brezplačno vodenje, brezplačni ogled, računajoč s tem, da bodo ti ljudje, ko bodo zadovoljni s tem spletnim ogledom, to omenili svojim prijateljem, sorodnikom in da bomo potem dobili stranke. Jaz sem se zdaj angažiral tudi že v Združenih državah, evo čez slabih 40 minut bom imel eno tako virtualno vodenje za eno gospo, ki je doma in je neskončno hvaležna za to, da ima nekak živi stik z nečem. To ni isto, to ponavljamo, to ni isto kot video. Videi so super stvar, ampak če mi to naredimo za nekoga, s komer se pogovarjamo, mu nekaj razložimo in ga vprašamo, kaj želi, ali pa ta oseba postavlja vprašanje. To je, meni je gospa že 3-krat mi je sporočila po internetu, da komaj čaka petek, pri njih je to zjutraj, pri njej bo zjutraj, pri nas pa ob 4 popoldan, da bo spet doživela. In jaz moram reči, da sem se odločil, da ji bom vsakič kazal en del Ljubljane. Tako sem tudi tebe videl, enkrat je Tržnica, enkrat je Kongresni trg z Vegova, enkrat je nekaj drugega, mogoče bom šel tudi na grad, to moram še videti, koliko lahko. Skratka, potem bom šel pa mogoče na vikend, tisto, smo rekli po celi Sloveniji, Velika planina me čaka, Dolina Soče me čaka, vsakič bo to po 1 urco. Jaz ko mi čakam, da bom to delal in se tega blazno veselim. No, zdaj, ko si omenil to tvojo gospo, naj omenim, da je v eni od teh skupin, kjer se tudi ta spletna vodenja odvijajo, ena gospa rekla, da so ji vodeni ogledi po spletu rešili duševno zdravje. Zaradi tega, ker je osamljena, ker je veliko njih zdaj zaprtih, lockdown, marsikje je veliko težje kot pri nas, in da na osnovi teh spletnih vodenih ogledov je ona v bistvu zadržala svoje duševno zdravje, zato ker pač vidi, da se življenje kljub vsemu premika dalje. Tako da ja, Dragan, imamo še drugo pomembno vlogo, ne samo promocijo države. Ja, Mateja, ravno to je tisto. Ne samo zdaj v času korone, ko ljudje ne morejo hoditi, ampak tudi, ko so normalni časi, je ogromno ljudi po celem svetu, ki so bodisi doma zaprti in vidijo kakšne sorodnike, če kdaj vidijo, ali pa so v domovih za ostarele, po bolnicah. To so vse destinacije, lokacije, ljudje, ki bi jim mi lahko dejansko pomagali, olajšali stara leta. Ja. No, pa še eno recimo zanimivost, tam za novo leto, tik pred novim letom sem doživela
Se veš, ko se ni smelo potovati, oziroma je bilo to vse zelo drago, letalski prevozi so bili dragi, potem so bila draga testiranja, a ne. Tako da ljudje se niso srečali v enem prostoru, v enem kraju, ampak so ostali po različnih krajih sveta in takrat se mi je zdelo tako lepo, ko je nekdo organiziral spletno vodenje in potem povezali dedka pa babico v Združenih državah Amerike, vnukinjo v Singapuru, pa hčerko z možem v Parizu, a ne. In smo imeli tako skupaj ta spletni dogodek, se pravi, da so virtualno potovali k nam v Ljubljano, potem so pa še malo klepetali, se družili pa tako. Tako da ja, rešitev je veliko in dejansko so to čisto nova obzorja za nas. Ja, pa še en aspekt bi rad omenil, ki pa je drugačen. In sicer ta, ker sem jaz gledal komentarje tvojih vodenj, ker so rekli, in to mnogi so rekli, komaj čakam, da bom lahko obiskal to destinacijo. To je pa promocija za tiste, ki bodo nekoč v prihodnosti, ker so videli nas, ker so videli te naše kraje, bojo sami prišli sem, prej ali slej. Tako. Evo, Dragan, hvala ti lepa, zelo lepo, prijetno javljanje. Zdaj gremo pa nazaj v studio, ti pa upam, da imaš še kaj baterije za tole tvojo gospo v Združenih državah Amerike. Ja, bom šel kar filat, Mateja, kar filat bom šel za vsak slučaj. Najlepša hvala vsem, lepo se imejte, uživajte, pozdrav. Srečno. Žika je tamle zadaj in vas pozdrav. Adijo, srečno, čau. Ja, srečno, živja.